Verjetno ste že opazili, da je ta teden nekoliko več pozornosti bilo namenjeno vsebinskim vprašanjem, ne? Zlasti gospodarstvu in pa gospodarskim in finančnim ukrepom, pa tudi socialnim ukrepom za izhod iz krize. Ne? Jaz menim, da je ta jesen izjemno ključnega pomena. Ne? Tukaj se bomo odločili, ali bo Slovenija ohranila neko suvereno pozicijo navzven, ali se bomo uspeli sami izkopati iz težav ali ne, ali pa bomo morali to storiti po diktatu iz tujine. Tako da jaz mislim, da je poleg stopa v Evropsko unijo, integraciji v mednarodne ustanove in tudi druge in podobno, priznanje Slovenije, to je eno izmed najpomembnejših vprašanj zadnjih 2 desetletij. No, ampak, če ste pazljivo spremljali ta teden odzive, pa tudi stališča predsedniških kandidatov do reform in do tega vprašanja, ste lahko opazili morda nekatere razlike in podobnosti. Ne? Najprej razlike. Jaz sem zaznal vse taka dva ključna pristopa k temu vprašanju. Poleg reformističnega, za katerim stoji vlada in ki jo seveda ga tudi jaz podpiram, je več ali manj se zelo jasno izoblikoval nek gradualističen pristop stare šole slovenskih ekonomistov, ki pravi, tako smo lahko tudi slišali iz srečanja pri predsedniku republike, da položaj ni tako slab, da gre dostikrat za psihološke efekte, učinke, zakaj bi sanirali bančni sistem, ne? Slabe banke oziroma neke agencije, na katere bi prenesli slabe terjatve bank, ne potrebujemo, da je treba itak dokapitalizirati slovenske banke, to pomeni, da bi nadaljevali z prakso, kot je bilo doslej, da zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo ni potreben in podobno. Skratka, bilo bi čisto dobro, da bi stvari šle tako naprej, kot so šle doslej. Jaz mislim, da je ta pristop, recimo temu star pristop ali stara šola, gradualistična šola, če želite, napačen. Pomeni dolgoročno umiranje Slovenije na obroke. Kdo bo še pa dal denar, recimo, če bomo nadaljevali z razvojem, kot smo doslej. Jaz mislim, da so tudi zelo jasne sporočile in ocene od OECD do Evropske banke, centralne banke, kot tudi do drugih inštitucij Evropske unije, zelo jasne, se zavračajo tako filozofijo razvoja, pa tudi tako filozofijo izhoda iz krize. To je tudi protievropski pristop. Gre za dokaj zaprt model, ki je doslej bil dobro prakticiran, ohranil je določene monopole v gospodarstvu in drugih družbenih podsistemih. To je sistem, ki je temeljil na načelu srebrnine in pa na načelu nacionalnega interesa, ki sta seveda oba popolnoma neprimerni razmišljanji za prihodnost Slovenije. Jaz sem zelo zadovoljen, da obstaja pa tudi realen koncept, za katerim stoji vlada in njen paket reform. Je realističen, modern, če hočete, odprt proevropski koncept, ki temelji na skrčenju preobilne države. Vlada je že začela z temi ukrepi, saj s sprejetjem zakona o uravnoteženju javnih financ, nadaljevala ga bo z sprejemanjem obeh proračunov, ki je izjemno pomembno za to, da se ta cilj doseže. Na to izstop države iz gospodarstva. Vlada je pripravila tukaj svoj koncept, holding, ki bo omogočil transparentno upravljanje z državnim premoženjem in ki bo omogočil nenazadnje tudi izstop države iz gospodarstva. Več kot 100 let, tudi na Slovenskem, prvi ekonomisti v začetku 20. stoletja so zelo jasno razlagali, država je slab gospodar. Ne? Torej, to je neka stara resnica, ki se še morda danes premalo zavedamo, ampak se jo bo treba zavedati v prihodnje. Fiskalno pravilo, tukaj nas je zadnje dni obiskal tudi generalni sekretar OECD in je jasno povedal, da je to potrebno zapisati tudi v ustavo,
tudi druge velike države od Španije, Francija sicer na semi ustavni ravni to storila in Nemčije so to storile in ni nobenega razloga, da tudi Slovenija ne bi na ta način dala pomemben signal mednarodnim denarnim trgom. Moram povedati sledeče. 19. aprila letos je parlament ratificiral pogodbo o stabilnosti, ko gre za fiskalno, monetarno in pa gospodarsko unijo. No in v tej ratifikaciji, te pogodbe zelo jasno piše, da mora Slovenija na ustrezen način v enem letu implementirati določila tega pakta, te pogodbe. In takrat je predsednik Türk popolnoma napačno interpretiral to zgodbo. Dejal je, da ni potrebna posebna implementacija, glede na to, da je že z ratifikacijo samo ta pogodba postala sestavni del našega pravnega reda. Ne? Ampak ni res, celo 3. člen te pogodbe o stabilnosti jasno pravi, da je potrebno v roku enega leta implementirati na ustrezen način, recimo, in praksa kaže, tako tudi v drugih državah, da je ustrezen način zapis pravila v ustavo najbolj zanesljiv. S tem bi Slovenija tudi dala pravi signal finančnim trgom in cena denarja na finančnih trgih bi bila v prihodnjih letih precej bolj ugodna, kot bi bila brez tega zapisa. Saj za to gre. Slovenija bo v naslednjih letih še potrebovala kredite, se še bo morala zadolževati, dokler ne pride na zeleno vejo, dokler ne popolnoma ne uravnovesi svojih javnih financ. In v tem času je pomembna, kakšna bo cena tega denarja, ki ga moramo pridobiti. Seveda podpiram tudi pokojninsko reformo, ki jo je dala vlada v javno razpravo. Zelo sem vesel, da so se sindikati tako pozitivno odzvali na to reformo. Vsaj prvi znaki signali so zelo dobri. In to še enkrat kaže, da Sloveniji veliko lažje priti do socialnega, kar je paradoksalno v času krize, do socialnega dogovora, soglasja kot do političnega. Politiki se veliko bolj dribla. Spomnite se samo stališča socialnih demokratov in pa pozitivne Slovenije do zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo. V začetku leta so bili za, aprila so si premislili. Ne? Tudi tukaj bo, po mojem, potrebno iskati recimo splošen konsens, ne zgolj socialnega, ampak tudi političnega. In morda je pokojninska reforma tisto področje, tisto polje, kjer bo še najlažje to doseči. Reforma trga dela je naslednja pomembna reforma vlade, ki je nujna. Vemo, da je sedanji sistem dokaj rigiden, da smo nekoč prišli iz enega sistema, kjer je praktično zagotavljal neko monopol nad delovnim mestom in seveda je dušil svoboden gospodarski razvoj in trg dela. Kasneje smo prišli skoraj na drugo skrajnost. V Sloveniji je veliko preveč dela, pogodb za določen čas. Ta reforma bo prinesla ne samo enotno evropsko pogodbo za nedoločen čas, kar omogoča zlasti mladim veliko več delo za nedoločen čas, pomeni, da delodajalci recimo vlagajo dodatni denar za izobraževanje in usposabljanje svoje lastne delovne sile, plače so za 10% povprečje večje po teh pogodbah, mladi si lažje pridobivajo tudi določene kredite, da si urejajo svoje družinsko oziroma stanovanjske probleme in tako naprej. Skratka, ta nov način bo prinesel kar precej novosti in dobri stvari zlasti za mlajše generacije. No pa smo še pri sanaciji bančnega sistema. Ne? Tukaj je naš pajdaški kapitalizem v teh 20 letih naredil največ škode, grozovite škode. Ne verjamem, da smo imeli tako nekompetentne bančne menedžerje in da so samo oni krivi, ampak je bila močno pletena tudi politika, zlasti tista, ki je imela moč, da jih usmerja. Jaz se bom kot predsednik države, če bom izvoljen, zavzemal za to, da se tukaj pride stvari do dna, da se odkrije politična odgovornost vseh tistih, ki so bili vpleteni v
dajanje nezavarovanih kreditov, slabih kreditov in podobno. Podprl bom tudi prizadevanje vlade in podpiram prizadevanje vlade za ustanovitev neke inštitucije, na katere bi prenesli vse slabe terjatve, da bi rešili ostali del bančnega sistema, ki bi moral upravljati svojo funkcijo, svoje poslanstvo, to je kreditiranje gospodarstva in fizičnih oseb. Danes pa tega ne počne, zato ker niso likvidni. To se mi zdi ključnega pomena. Glede na to, da se zadnjih 20 let nismo imeli recimo pravih inštitucij, ki bi recimo bdele, nadzirale in tudi sankcionirale vse te nepravilnosti v gospodarstvu, govorili smo o divji privatizaciji, čeprav je šlo za tipično kazniva dejanja, ampak nismo imeli inštrumentov, da bi to kaznovali ali pa celo pripoznali kot prekršek ali kaj takega. Vse prihodnosti to mora zagotovo storiti in bom tudi podprl prizadevanja vlade, da se odkrije vse odgovorne. Tudi v tistem primeru, ko so nekateri nalagali velike denarje v Liechtenstein, na kakšne nizozemske Antile, Švico, Ciper ali kam drugam. Nekatere države že poskušajo s svojimi bilateralnimi sporazumi doseči ta denar, ki ni nujno, da je ukraden, ampak se je umikal iz države na različne načine ven. Potrebno bi ga bilo vse tistega, ki ni umazan, vsej obdavčiti, ne drugače. Vseh ostalih primerih, ko pa je šlo za krajo, pa seveda mora priti ta denar nazaj v državo. Tega je za nekaj 10 milijard. In storil bom vse, da se ta denar vrne nazaj v Slovenijo. Torej, podprl ukrepe vlade in tudi predvsem zunanjega ministra in drugih pristojnih resorjev, da to storijo v prihodnosti. No, tisto, kar je pa ta hip najbolj žgoče, pa je politična neenotnost. Ne? Človek bi pričakoval v teh kriznih časih, da vrhovi oblasti stopijo skupaj, da poiščejo skupen dogovor, kako najbolje iziti iz krize. No, pa imamo naslednjo situacijo. Predsednik republike ne zamudi priložnosti, ko ne bi odprl novo fronto z vlado. Praktično je faktor blokade, ne pa stabilizacije političnih razmer. Ko je poklical na pogovor predsednika vlade, smo že vsi mislili, da je pa nastala, da je pred nami nova praksa, da bo vendarle prišlo do nekega sodelovanja med njima, pa je bilo glavno sporočilo predsednika republike, da ima vlada nizko javno podporo. Torej, v posmeh nekemu resnemu poizkusu, da se prije do nekega političnega dogovora, je predsednik republike obral dokaj neresno in neodgovorno držo. Jaz mislim, da bi mora predsednik republike poskušati vse deležnike na polju politike, pa tudi na socialnem polju, sedaj zbližati in delovati povezujoče, da bi našli skupen odgovor. Jaz sem še enkrat prepričan, da v Sloveniji, kar je paradoks v tej socialni krizi, lažje pridemo do nekega socialnega, kot pa do političnega dogovora. Danes na tak način seveda daje tudi potuho in dr. Lukšiču in Jankoviću, voditeljema dveh opozicijskih strank, ki na ta način ne čutita potrebe, recimo, da bi podprla ključne reforme za izhod iz krize. Čeprav imata, glede na to, da so nekatere reforme potrebno 2/3 večina, škarje in platno v rokah ravno ta dva. Zato opozarjam, da časa več ni in da vsi politični akterji vzamejo za zgled socialne partnerje, ki so z veliko večjo mero socialne odgovornosti in pa neke konstruktivne drže pristopili k pogajanjem z vlado.